Zjutraj se zelo zgodaj zbudimo, zato da uspemo priti do Vatikana, kjer se najprej udeležimo svete maše. Včeraj je bila v angleščini, danes v italijanščini. Zelo lepo je poskrbljeno, imamo knjigico, v kateri je vse naprej tudi zapisano, pripravljeno. Po maši pa sledijo sklopi predavanj. Meni je včeraj najbolj ostalo v spominu predavanje o starih starših, kjer je predavatelj poudarjal, da moramo se starimi starši več družiti, da so oni ponavadi tisti, ki prenašajo vero v naslednje rodove in tudi neko tradicijo. Podal je tudi neke predloge, kako naj bi to dosegli, tudi je omenil, da bi se starimi starši organizirali neka filmska druženja. Tudi je dal primere vprašanj, da jih naj sprašujemo o njihovi veri, kako so oni doživljali stvari, ko so bili mladi. Ja, predavanja imajo mladi pričevanje, ki na to nam poda neke smernice, kako bomo doma dalje prenesli do naše družine. Včeraj je bil poudarek na hišni cerkvi, torej kako mora biti dejansko družine močna občestva, da lahko potem tudi to prenesemo v močne župnije. Najbolj se pa spomnim tega pričevanja duhovnika, ki je bil poročen, potem se zakon ni obnesel in se je ločil. Potem je poiskal, ker se je počutil zaobčenega, je poiskal pomoč v eni skupini in ko mu je žena umrla, torej bivša žena umrla, se je odločil, da bo postal duhovnik, tako da je zdaj pomaga kot duhovnik odločencem, ki se počutijo zapuščene, da premagajo to in predajo svoje življenje Bogu. Tukaj se srečujejo družine z vsega sveta oziroma delegati, predstavniki, ki delajo z družinami, ki so družine. Koliko je v bistvu program je kar natrpan, koliko je priložnosti za navezovanje stikov, sta že uspela se povezati s kom oziroma nabrati tudi kakšne te neformalne kontakte? Sama nekih posebnih kontaktov še nismo vzpostavljala. Srečala sva se s sestro iz Burundija, ki naju je z nasmeškom na obrazu opazovala in potem naju je vprašala, če sva poročena, ker sva se izdela mlada in sva povedala, da sva. Potem mi je zanimalo še koliko sva stara. Je pa povedala, da je ona v Burundiju dela z mladimi, ki se pripravljajo na zakon, zato je bilo zanimivo, da sva kot mlada zakonca.